Ok, Žiga, daj predstavi in potem malce, ti si strokovnjak, verjetno eden redkih v Sloveniji, kakor sem opazil, ki se ukvarja s Feldenkrais metodo. Nam morda lahko malce predstaviš, kar dosti zanimiva tudi zgodovina Feldenkraisa in pa čemu služi ta metoda. Vsak let nas je več, mislim, da nas je zdaj že krepko preko 20 v Sloveniji, ki se s tem ukvarjamo. Feldenkrais je v bistvu metoda poimenovana po človeku, je bil dr. Moshe Feldenkrais in on je razvil eno tehniko, s katero lahko na novo naučimo neke pozabljene gibalne vzorce ali pa vzorce, ki se jih nikoli nismo naučili, ki nam bodo spremenili kvaliteto gibanja. To je, če zelo na splošno povzamem in gre pa to somatsko učenje, torej preko zavedno kontroliranega živčevja, ki ga lahko z lastno voljo kontroliraš. Gremo dejansko z preprostimi gibi, na nek način sledimo razvoju otroka, od rojstva do hoje. In veliko teh pozabljenih stvari, ki smo jih že kot otroci znali, če kot odrasli obudimo, nas nagradijo z lahkotnejšo držo, bolj sproščeno hojo, manj bolečinami in skratka ugodnosti na vseh področjih gibanja. A imaš potem včasih občutek, recimo, če se človek, recimo temu, vrne nazaj malo k temeljem, da je potem tudi boljši pri izvajanju nekih bolj kompleksnih nalog, recimo, da ta človek tudi bolj funkcionira v športnih dejavnostih, lažje naredi, mogoče počep in vse take stvari. Kako mogoče kaj opažaš potem, ko to svojo metodo prenašajo ljudje, mislim, kot ljudje nadgrajujejo potem neka bolj kompleksna gibanja, kakšni so kaj učinki mogoče tega? Temelji, tako kot so za vsako hišo pomembni, so tudi za gibanje pomembni. In razlika je ta, da mi hišo temelje postavimo in držijo 50 let, 100 let, 200 let, če so dobro narejeni, v telesu jih moramo pa ponovno znova si jih zaslužiti in vzdrževati. V osnovi je tako, kot dojenčki, kot otroci smo si mogli zaslužiti posamezne položaje preko dihanja. Če ti dihanja v nekem položaju ne obvladaš, si tudi položaja nisi zaslužil. Če pogledamo razvoj, 4-mesečni, 5-mesečni dojenčki so ponovadi nekje najbolj dolgočasni, več ali manj samo jokajo, jejo, se derajo in opravljajo potrebo, ker toliko časa traja, da dojenčki obvladajo svoje dihanje in uporabo svojega centra oziroma mišic kora, da lahko dejansko razvijajo dovolj moči, da se iz hrbta in iz trebuha začnejo počasi vračati na bok. In to se naredi vse prek dihanja, preko joka. Kot odrasli ljudje smo pa pač to malo pozabili. In najbolj nas, bom rekel, v navednicah uniči kognitivno razmišljanje. To pomeni, mi zdaj nekaj razumemo, lahko se začnemo učiti preko razumevanja in izgubimo to veščino izkustvenega učenja. To, kar smo delali dejansko v zibki. In dihanje, aktivacija kora v različnih položajih je osnova, od katere ima koristi tako gospa pri 85, kot vrhunski olimpijski atlet. Se pravi, čeprav zastopamo v bistvu gre predvsem tem, da je vsa stvar zelo nekako tudi zavestno kontrolirana. Se pravi, da on tudi se zaveda tega giba, ki ga dela, ne zgolj, da ga naredi zato, ker ga pač naredi, ampak da tudi sam občuti, kako se mora prav pozicionirati, kire mišice poaktivirati, kako je nekako ta zadeva tako zadaj, približno, če bi grobo rekel. Ja, vsi naši gibi so shranjeni kot recepti v kuharski knjigi v malih možganih, to je naš cerebellum. In te recepti so včasih lahko dobri, lahko so pa slabi. In s tem zavestnim razmišljanjem oziroma radovednostjo vnašamo pozitivne informacije preko našega živčnega sistema v možgane in te pozitivne informacije spreminjajo te že vnaprej zapisane recepte v malih možganih in možgani vedno izberejo boljšo verzijo. To se pa zgodi podzavestno. In ja, zavestno razmišljanje o nekih banalnih, trivialnih gibih na dolgi rok spremenijo način, kako se človek premika. Čeprav razumem, ti greš doskrat potem tudi, če smo temu neke vrste delovna terapija, da če ima nekdo težave z tem, da dvigne roko in vzame skodelico iz pulta, delaš konkretno tudi ta gib bolj zavestno, bolj skoncentrirano s človekom, ali greš na kakšne
druge manjše korake prej, da potem lahko tiste manjše korake povežeš s tem dvigom roke. Kakšen je ponovno sistem? Oboje je možno, prilagodi se posamezniku, ki je pred tabo. Torej, možno je zadevo razstaviti, pogledati, katere so komponente, katera komponenta šepa, tisto izboljšati in potem skupaj zintegrirati v eno celoto. Ena zadeva, ki se je pri Feldenkraisu tudi uporablja, je pač funkcionalna integracija. To pomeni, da ti posamezne gibe pogledaš pač nek gib, ki bi ga rad izboljšal, ga razstaviš na glavne dele in pogledaš, kater del bi lahko bil boljši, in to narediš s pozitivno informacijo, ne z uporabo sile, tako da je učenje zelo prijetno, in potem na koncu ta gib zintegriraš v neko končno verzijo. Včasih je dovolj 1 ura, včasih je potrebno pa več tednov ali pa mesecev dela. Čeprav razumem, mora biti okolje, v katerem ti delaš s tem človekom, zelo možeš ga postaviti že s svojim zvokom, z svojimi besedami, z samo telovadnico, v kateri si, mora biti zelo tako prijetno narejena, da se človek počuti res skoncentrirano, prijetno in verjetno to ne gre v skupini, kaj dosti, tak način učenja. Je težji v skupini oziroma v veliki gdeči, ne? Feldenkrais delamo v skupinah, kakor individualno. Namen vsega, ne bom sam rekel pri Feldenkraisu, ker delam tudi pilates treninge in ostalo, je, da vsakič, ko pridejo klienti k meni v prostor, ne glede na to, je to individualni ali je to skupina, kjer je 18 ljudi, je, da poskrbim, da je okolje čim bolj nevtralno. Da sem jaz čim bolj blizu nevtrale, to pomeni, da nisem preveč vznemirjen ali pa preveč umirjen, da je prostor primerno osvetljen, temperatura, zvok in tako naprej, ker ljudje, ko pridejo iz svojih življenj k meni, imam samo eno ozko okno 1 ure in je delo najbolj optimalno, če se vsi približamo nekje eni zlati sredini. Neutrali. In kakor je človek vznemirjen, ali pa ima nek limbični odziv, da je čustven, ali pa razmišlja o tem, kaj mora vse v službi narediti, je kakršnokoli kvalitetno učenje praktično nemogoče oziroma zelo težko. Se pravi, ko delaš s strankami individualno, prijetno velik del svojega dela namenjaš tudi pogovoru, pa nekako tej komunikaciji za stranko, nekako, da dobiš sploh vse te informacije, verjetno, ne? Malo ga živno prebereš, ampak verjetno moraš včasih iti tudi globje v njega, da nekako te stvari dobiš ven. Koliko se ti zdi ta zadeva mogoče pomembna, ker, ne vem, velikokrat vemo, da ljudje, ne vem, neke stvari lahko je zaradi nekega stresa ali pa nekih preteklih dogodkov v življenju potem to prenašajo v gibanje ali pa v čisto vsakdanje gibalne vzorce. Kako recimo sam to vidiš, kaj je to zadeva? Pomembno je, da si vzameš čas za neko Torej, jaz z vsemi strankami, ki prihajajo k meni, najprej opravim nek uvodni razgovor, sestanek, lahko je to preko telefona ali preko videa ali pa v živo in vidiš nečkam, kako se človek, kako funkcionira, kako komunicira. In na podlagi tega in potem tudi vprašalnika o zgodovini, potem naredim malo strategije, kako se bom te stvari lotil. Vedno vem, kaj želim človeku dati. Pot do tega je pa lahko zelo včasih zavita in včasih je treba več pogovora, včasih je treba več akcije. Jaz sem človek, ki sem rad bolj počasen in na mene dobro vpliva, če mi nekdo kaj razlaga, mogoče malo bolj umirjeno, počasi. So pa tudi stranke, ki so mogoče zaradi kariere in službe visoko produktivni in reaktivni, in tem ljudem se pač tudi moram prilagoditi, ponovati je taka sredinska verzija, oni se malo približajo meni, jaz mečkaj njim. In je zelo pomembno, to, kar si vprašal, to, kako se zadeva poda skupaj, ker vsebina je koristna, če je pa podano na trenutno neprimeren način, da je mogoče kaj preveč pohiteno ali pa prepočasi, potem na drugi strani ni nekega efekta, ker moje delo je 5%, 95% je pa domača naloga. Ja, sigurno. Pa bi rekel, da je potem za uspešno upravljeno delo pri stranki pomembno, da tudi poznaš, sploh če delaš osebno, da poznaš tudi njene bolj, recimo temu,
intimne doživljaje oziroma kaj se je pripetilo v preteklosti in vse te zadeve, da lahko ustrezno rešiš in morda nek stresni učinek, ker če ne sama vaja, potem nima dolgoročnega učinka, če globje ne razreši te stvari. Torej, bolj me zanima to, koliko opazuješ, da je tudi potrebe potem neke vrste psihološki obravnavi iz tvoje strani. Same psihološke obravnave ne delam, ker nisem za to usposoben, definitivno pa zgodovina je pomembna. Torej, če se je nek zvin gležnja zgodil 20 let nazaj, lahko to povzroča bolečine v vratu. In meni je zanimivo samo toliko, da naredim časovnico nekih večjih dogodkov v življenju v povezavi s poškodbami, bolečinami, neobremenjeno, kaj je to predstavljalo v tem momentu. In imam vedno v ozadju misli, da so bile te poškodbe narejene, ker v nekih primerih je zgodovina zelo pomembna, ker je dejansko lahko stara 20-30 let stara poškodba, lahko povzroča težave na povsem drugem koncu telesa. In to je dobro vedeti. Druga stvar pa vsaka poškodba ima več plasti in na telesni ravni se zgodi disfunkcija. In bom rekel, večina poškodb ima tudi povezave z emocionalnim delom. To se vidi v primeru dojenčka ali pa otroka, pade, v trenutku, ko slišiš udarec ob tla, se zgodi fizična poškodba, potem pa čez sekundo, dve začne jokati. To je pa potem emocionalni del na to poškodbo. In ta emocionalni del lahko dejansko vpliva in vidiš pri ljudeh, ko ti pripovedujejo o prometnih nesrečah, o carskih rezih, o mogoče težavnih porodih, kako to na njih vpliva emocionalno. In je treba biti zelo previden, da zadevo izpelješ okrog tega na tak način, da človek ne podoživi vseh travm, ki jih mogoče doživel v neki nesreči ali pa nekem težavnem porodu in mu to zdaj povzroča težave s hrbtenico. Ja, zagotovo ima vpliv, je treba biti pa pač previden okrog teh stvari. Ker spet, če nekdo postane solzav okrog oči in emocionalen, potem v tistem momentu se mora del mečkom prekiniti, pa spiti kakšen kozarec vode, se pogovoriti. In je tudi ogromno tehnik, s katerimi lahko to zaustaviš, umiriš človeka, vrneš nazaj. Ok, se pravi, če gremo čisto tako praktično na primer enega človeka, ki pride k tebi. Se vem, da si veliko teh stvari že povedal. Recimo, mene boli hrbet, pač ti potarnem, da ne vem, recimo vsakodnevno imam težave v ledvenem delu, ali pa spodnjem delu hrbta. Kako recimo pa vse skupaj zastaviš? Vse skupaj, ne vem, rekel si začetek pogovor, kako pa potem vse skupaj naprej peleš? Mogoče da čisto praktično razložiš od prvega koraka, potem naprej, ali ga na začetku bolj individualno obravnavaš, ali ga prej priključiš v skupino. En primer, če si izbereš. Ja. En tak splošen primer. Poleg tega, kar sem že rekel, da človeka spoznam, da vidim, če je sposoben slediti pogovoru, da se odziva normalno, da je pač normalen v navednicah, da nima drugih težav in tako. Je prva stvar, ki je treba pogledati, red flag se reče. Torej, ali mene zanima vedno tvoje zdaj konkretni bolečini, lahko je namišljena ali pa resnična, je kaj zadevo poslabša, kaj zadevo izboljša. Stvari, recimo, če ne moraš najti olajšanja v nobenem položaju, so recimo lahko take rdeče zastave. Potem vse bolečine, ki so mlajše od 6 mesecev, ki so le posledice nekih padcev. Če mi rečeš, prejšnji teden sem padel in me zdaj boli, je spet zelo vprašanje, ker je lahko hardware problem, lahko je dejansko fizična poškodba in tukaj z mojim delom praktično ne morem kaj veliko narediti, ker v trenutku, ko je poškodba, se zadeva pač mora zaceliti. Isto je pri natrganih mišicah, tako da je kar, bom rekel, bogat nabor vprašanj. To mi vzame, bom rekel, 10-15 minut, da nekaj dobim občutek. Potem lahko preko mišičnih testiranj ugotovim, ali se je mišica sposobna normalne kontrakcije, ker vedno je, torej, če imaš bolečine okrog ledvenega dela, je skoraj zagotovo, oziroma še nisem našel, bom zagotovo našel okrog ledvenega dela mišice, ki niso organizirane.
Neorganizirane mišice pomeni, da so po tonusu hipertonične, torej da so na občutek previsoko tonirane in so občutljive, recimo lahko so multifidi, rektori ob hrbtenici ali pa quadratus lumborum, lahko so posteriorna vlakna internih oblikusov in dejansko, ko najdeš neko visoko tonirano mišico na področju, kjer imaš probleme in če jo mišično testiram, bom najdel to mišico neorganizirano, ni sposobna neke avtoritativne kontrakcije. In potem se okrog tega dejansko išče razlog. Lahko je razlog konkretnih bolečin pomanjkanje dela v sprednjem delu telesa. Torej, če logično pogledamo, disfunkcija se dogaja nekje v parih, antagonistično, in če moj sprednji del telesa, mišice spredaj ne opravljajo svoje naloge, bo kompenzacija padla na predveni del. To je zdaj tako lokalno gledano. Lahko pa je težava kje druge. Lahko je pa težava v gležnjih, v kolenih, v kakšni stari poškodbi in vemo, da preko mišičnih linij, preko lahko gledamo od Anatomy Trains od Myersa ali pa slinge od Gatea, od Hoje, lahko najdemo kup zanimivih povezav do tvojega hrbta, ki bi utegnil pogledati odkrit vzrok tvoje bolečine. Tukaj je zelo, bom rekel, zadeva je vedno večinoma zelo preprosta na koncu, ampak da najdeš ta pravo smer je pa kar zakomplicirano. Ampak v osnovi, če čisto poenostavim, kvalitetno dihanje, to, kar sem govoril, kar smo se v prvih 4 mesecih mogli naučiti. Opažam, da pri večino ljudeh, ki imajo težave z bolečino v hrbtenici, ne dihajo optimalno. Prosto, če te prekinjam, ampak kaj pa recimo vidiš tukaj kot neoptimalno? Kjer so tiste zadeve, ki opaziš, da je ponavadi problematika? Ne vem, ali je kakšen napačen, da se napačen gib dogaja, preplitko dihanje, ali kjer je tista zadeva? Lahko je preplitko dihanje v zgornji del prstnega koša in s tem se izgubi ustvarjanje intraabdominalnega pritiska, kar je pač osnova za stabilnost hrbtenice. Lahko je napačna strategija, da pri vsakem vdihu se uporablja preveč ekstenzorja hrbtenice. In če ljudje globoko dihajo in porabljajo ekstenzijo hrbtenice, da je to njihova strategija. Vemo, da ima diafragma na T8, T10, T12 zelo pomembne nivoje, to so pač prehodi in lahko tam dejansko ustvarjaš neko kompresijo, kar povzroča še dodaten stres. Lahko je zaradi operativnih posegov, torej pri vseh carskih rezih, vse, kar je bilo rezano na trebuhu, je funkcija mišicam odvzeta in se dihanje zaradi tega tudi spremeni in ta disfunkcija lahko traja tudi 10, 20, 30 let. Bi potem rekel, da optimalno dihanje ne sme vključevati prevelikih sprememb v poziciji hrbtenice, torej da z samim vdihom spremenimo položaj hrbtenice, ampak mora ta volumen moramo dobiti iz kje potem, rebrnega, prsnega, trebušnega dela. Ja, volumen je, če pogledamo gibanje diafragme, volumen diafragma se 360 stopinj prepenja na notranji strani reber in dejansko naj bi bil volumen razširitev dejansko 360 stopinj okoli pasu. Optimalno dihanje se pa spreminja glede na potrebe, v katerih se nahajaš. Torej, če ti recimo nekdo lovi z nožem, bo tvoje optimalno dihanje, da preživiš, definitivno drugačno od tega, če greš na masažo in je namen sprostitev. Ali pa če dihaš vaja. Torej, če ti držiš nek plank, ali pa če dviguješ težke obremenitve, se bo optimalno dihanje moglo prilagoditi tej vaji. Se tudi vemo, da pri ljudeh, ki dvigujejo zelo težke uteži, ne morejo pri dvigu več dihati, ampak morajo pač zadržati sapo do neke teže, ker je gibanje drugače nemogoče. In pomembno je samo to, da vemo, kaj je naše osnovno najbolj sproščujoče dihanje. To pa je diafragmalno 360 stopinsko, torej ta moment, ko mi takole sedimo, ni nobenega razloga, da
smo v zgornjem delu, da dihamo plitko, ampak dejansko, da pustimo intraabdominalnemu pritisku, torej trebušnemu pritisku, da upravlja svoje delo. In ta del zaradi življenjskega sloga, ki nas pa danes drži vedno v skrajno produktivni fazi, nam onemogoča, da bi se sprostili pa zadihali. Indoktrinirani smo že v načinu govorjenja, torej po novem letu bom pa zadihal. Samo še ta projekt, potem pa zadihamo in te stvari nam dejansko ljudje tudi čestitajo, bravo, car, 16 ur dela, poglej, fura 5 studijev, ima 16 podjetij, vsak teden potuje najmanj 3-krat z letaloma. To so stvari, ki so, bom rekel, družbeno zelo aplaudirane in nagrajene, ampak v bistvu bi bilo pa najbolj smiselno, da se zdaj umirimo, ker življenje okrog nas se ne bo nikoli umirilo. In ta stres nam v bistvu spremeni dihanje v način, kakor da bi nas en z nožem lovil ves čas, ki je super, ki ga rabimo, ampak ne tako dolgo časa. In potem se začne podelati okrog. Ta dihanje je že en tak prvi temelj, ne? Prvi temelj definitivno bi lahko rekel dihanje, torej prve 4 mesece, ko smo bili dojenčki, smo si mogli najprej zaslužiti vse položaje z dihanjem in z aktivacijo mišic strupa. Pa tako recimo večkrat vidiš pri svojem delu, da z nekomu recimo to zadevo odpraviš, da ta človek sploh normalno zadiha, kot praviš, a včasih pri komu že dejansko samo to je zadost, da se on recimo, ne vem, reši neke težave. Ker včasih je res pri kakšnem res taka malenkost potrebna. In kolikrat to opaziš, recimo, da samo to zadevo popraviš, pa ta človek čist na novo zaživi, kar se tiče nekih zadev. Če imam samo 1 uro časa s človekom, potem naredim vedno samo dihanje. Če mi nekdo reče, imam samo 1 uro, pa delam samo dihanje. Dihanje dejansko rešuje zelo veliko enih težav. Potrebno se je pa naučiti dnevne nege za dnevno rabo, ker dejansko dihanje se ne da urediti dokončno za vsebe. Jaz imam veščine tehnike, da lahko sprostim diafragmo v 2 minutah. Se bo človek fantastično počutil do trenutka, ko se ne bo zgodil neki stres. In tako, ko pride neka elektronska pošta, predstavlja to stres in se zakrči človek in potem je dobro vedeti tehnike, da se sam sprosti nazaj, da ne hodi ponovno znova. Ampak dihanje v osnovi, če je optimalno, bo povezalo diafragmo z medeničnim dnom. Vemo, koliko so medenične mišice pomembne in bo ekscentrično, tako kot nosečnice, ki so noseče, bo obremenilo vse mišice, ki so zadolžene za izdih. Torej vse trebušne mišice, hrbtne mišice, QL-i, vse dejansko mišice, ki delajo izdih pod obremenitvijo, bo dejansko ekscentrično jih obremenilo in z izdihom sprostilo. Premenilo, sprostilo. In to je na nek način, kot da bi lok napenjali. Če se predstavljata, jaz v bistvu vdihnem, napnem lok in z izdihom ne ustrelim, ampak samo sprostim. Vdih, napnem lok, intraabdominalni pritisk in z izdihom sprostim. To je mehanizem, ki vzdržuje naše mišice najpomembnejše v top pripravljenosti, ker v trenutku, ko bo pa treba ustreliti, ali pa brcniti, ali pa narediti ali pa se obrniti, bodo te mišice dejansko vedle, kaj narediti, ker smo jih prej uporabljali. Če pa jaz diham tukaj gor, ali pa mogoče pri ženskah vidim preozka oblačila, stezniki, ne vem kaj še se skupaj, se tega ne dogaja in ko tak človek potem hoče brcniti žogo, te mišice ne vejo, kaj se zgodi. Telo je praktično zelo narejeno za nevedne ljudi. Ti ne rabiš imeti nikakršnega znanja anatomije, potrebno je samo pravilno dihati, uporabljati zavedati se svoje drže, središčnice in zadeva funkcionira. Če pogledamo vse ženske, ki nosijo košare na glavi,
v Afriki ali pa tudi naše babice mogoče, katere še so to nosile vodo. One se morajo zavedati svoje središčnice, nobena ne more nositi s puklasto držo velike teže na glavi. Ne rečem, da je to dobro pa priporočljivo za hrbet, ampak gre za to, da se nekdo zaveda svoje drže, svojega dihanja in sproščenih ramen, ko ob tem dela. Moraš se tudi zavedati svojega telesa, ne? Ker če se takrat ne zaveda telo, bo tako izgrmelo. Tako. To je v bistvu en tak namig tudi ljudem, ne? Všeč mi je bilo, ko si rekel, torej ne potrebujejo razumeti celotne anatomije in mehanike telesa, v bistvu se morajo zgolj naučiti razumeti uporabe svojega telesa, ga čutiti. Ne poimenovati vsak del, ne? Ker če gledamo, kot si rekel, ljudi, ki optimalno delajo s svojim telesom, ga ne rabijo poznati. Ki bi pa rekel, da se potem zgubi ta sposobnost upravljanja našega telesa. Torej, če si prej omenil, da ne bi bili otroci nek tak primer, pa dojenčki, potem otroci nek primer optimalnega dihanja in gibanja, ki pa se zgodi potem ta povezava, da ta otrok, ko postane odrasel, pa kar naenkrat je gibalni teleban. Dve stvari najprej. Torej, to, da jaz lahko spečem pico v pečici, ne rabim biti elektroinženir. Rabim samo znati uporabljati pečico in tudi, če imamo vse zlizane knofe, vem, da če 3-krat poči, da bo za pico, če enkrat bo pa za piščanca. In to je vse, kar rabim vedeti. Isto je s telesom, torej ne rabim vedeti, kaj diafragma je, kaj so mišice, kako bi se mogla držati, treba je samo znati to uporabljati. To je prva stvar. Druga stvar pa, kje se zgubi, je pa predvsem to, da se otroke posedi v šolah na stole in se od njih zahteva pač poslušnost, mir in koncentracijo. Učenje dejansko je v šolah je učenje predstavljeno kot sedi za mizo in se uči. Vemo pa tudi, da je marsikdo kinestetičen tip, da se bo najlažje naučil pesemce, če bo žogo metal v steno, pa ponavljal, ne sedel za mizo. Nekdo je bolj vizualen, mogoče bo nekdo prek igre ali pa drugih gibalnih osnov prišel do nekega znanja in mislim, da je to sedenje praktično največji problem. Ker ko sedimo, slaba drža, da ne govorim telefoni, tablice, interneta, nas vse vodi v slabo držo in dinamiko, biomehaniko gibanja hrbtenice, dihanje se spremeni, na to dodamo še stres in smo lepo zaokrožili skupaj z vsemi hobiji in krožki in kar delajo vse otroci v današnjih časih, so kakšni 12-letniki praktično zelo bolj pod stresom, kot kakšen vrhunski menedžer. Tle mi je bilo tudi prej zanimivo, če se malo vrnemo nazaj na dihanje, ker si omenjal, da jim velikokrat daš tudi potem neke nasvete za doma, kako potem to v 2 minutah recimo zresetirati. To me tako malo spomna tudi na ta del, kjer ga tudi mi velikokrat povezujemo, se pravi, da ljudem damo naloge za domov, kako potem neke stvari izboljšati, recimo, če se ravno gremo na hrbtenico, ki smo prej govorili. Mi recimo večkrat sploh delamo na področju docajne mehanike, recimo, neke domače naloge, kako pa recimo ti pri svojem delu recimo potem tudi pogledaš to, kako se človek potem giblje, če gremo malo naprej od dihanja, kako se človek giblje, v kakšnih položajih preživi veliko večino dneva in vse to. Verjetno je tudi en tak normalen naslednji korak, ali kako imaš? Mehanični korak. Ja, seveda. Eno je pač postavljanje osnov preko dihanja in stabilizacije telesa in veliko poškodb oziroma težav, ki so bile kot posledica enkratnega dogodka. Nekdo je padel ali pa imel prometno nesrečo, se da relativno hitro odpraviti ali pa vsaj olajšati. So pa težave, ki so pa posledica življenjskega sloga. Tukaj je pa dejansko zelo pomembno, da se z klientom pogovoriš, tvoje delo zahteva od tebe nek napor, fizikalen, in je treba razmišljati v tej smeri, če boš v tem položaju mogel preživeti naslednjih 25 let, kaj boš naredil, da boš za ta položaj pripravljen.
Velikokrat se mi zdi zelo, bom rekel tako, smešno, ko kakšni zdravniki rečejo, ja, manj sedite, ali pa ne dvigovati nič več od 5 kg. Kaj zdaj Neka magična meja 5 kg. Ja, magična meja 5 kg, kaj se zgodi, prej. Ampak se je v bistvu treba vprašati, v redu, ta človek mora sedeti, njegovo eksistenca in plača je odvisna od sedenja, ker prevaja, recimo. Ne moreš prevajati, reči pač ne sedeti. Kaj bomo naredili, da bo to prevajanje vzdržno? Kaj bomo naredili, da bo telo vzdržalo naslednjih 25 let prevajanja, dela za računalnikom, vedno več. In moje stranke to razumejo in prevzamejo odgovornost, tako ko se pripravljamo za zimo, si damo vsi zimske gume na avta, čeprav jih zdaj trenutno danes ne rabim, ampak sem pripravljen. Imam tudi verige, in to je to. Pripraviš se za dogodke, ki bojo mogoče se zgodile v prihodnosti. V večini primerov bodo lahko koristni, lahko ne, ampak ko bo prišlo do tega, bodo vsi nasveti in vse priprave obrodile zelo veliko sadov. Se pravi, v bistvu zelo dobro naštudirate tudi, če nekdo mora sedeti, pač tvoj nasvet ni nikoli, ti imaš pa takšno službo, da pač res ti zadeve ne moreš rešiti, ampak greš pogledati v detajle, kje se potem še skriva zagotovo neka rezerva, ali je to položaj pri sedenju, ali je to mogoče, ne vem, kako ta človek takrat, ko je v stresu, tudi diha zraven, ne vem, kako potem razbremeniti stvari, ko je, ne vem, če mora 8 ur sedeti, kaj bo vmes naredil, da bo razbremenil. Verjetno tak sistem dela, ne? Sedenje, pač nobeno sedenje ni optimalno, jaz tudi zdaj ne sedim v optimalnem položaju, ta stol je prenizek zame, ampak sem nekako podprt in mi je v redu. Pomembno je samo to, da vem, da to ni moje stalno bivališče. Torej, jaz vem, da ko bomo ta pogovor končali, bom že na poti do avtomobila naredil stvari, ki jih potrebujem, zato da bom posledice tega sedenja med našim pogovorom odstranil in da se to ne bo potem vleklo še do konca dneva, v naslednjem danu, v naslednjem teden. Torej, če poenostavim, trenutno ne sedim optimalno, ampak vem, kaj bom naredil, potem, ko ostanem, da bom v trenutku pod zadevo. Pa veš, da ne boš na tem stolu preživel 25 let. Ja, ampak tudi če bom. Če pa bi, pa kako se lotiti te problematike? Če bi mogel na tem stolu presedeti. Oziroma, če bi imel zdaj takšno službo, da bi ti dal takšen stol, kot je to, kaj bi svetoval ljudem, kaj naredijo tako? Ali se sprijaznijo s tem? Ne, dajmo se igrati to igro, pa reči, da ni možno sedeti na višjem stolu. Seveda, če bi 25 let sedel, bi si dobil drug stol, pa ne bi vračal. Ampak recimo, če rečem, da to ni možno, iz nekega razloga je ta stol moj, definitivno bi za ta položaj vložil veliko več energije v konkretno mobilizacijo mojih kolkov, ki so, bom rekel, dovolj gibljivi, ampak bi pri nagibih naprej mogoče rabo več obsega gibanja, ker bi iz nekega počitka oziroma neke varne razbremenitve, kakršne zdaj, verjetno rabo tudi naprej. In konkretno za ta stol, za moje telo, vem, da bi rabo več delati na gibljivosti svojih kolkov. Verjetno bi nosil drugačne hlače, ki bi bile bolj raztegljive, zato da bi mi to olajšalo sedenje. Predvsem to, da pri nagibih naprej uporabljal svojo medenico, ne pa ledveni del. In načeloma bi zadeva šla. Prekinitve so zelo pomembne, torej mogoče bi večkrat na dan, bi kar zagotovo večkrat na dan vstal, pogledal, kater del mojega dela se da opraviti stoje ali pa mogoče celo na tleh. Včasih v šali rečem, otroci vsi igrajo na tleh, in tudi odrasli, bi bilo zelo fajn, če bi mogoče kakšne stvari naredili tudi na tleh. Mogoče je to v poslovnem svetu malo težje izvedljivo, da bi šli v oblekah na tla. Če kakšno stoja, delo stoje tudi, ali pa marsikateri sestanek kolegija, če so 3-4 ljudje, bi lahko naredili na sprehodu. Danes je tak Ljubljan zunaj, če imamo mi 3 sestanek, gremo lahko tudi hoditi v park,
mogoče zadnjih 10 minut malo pospešimo hojo. Mogoče da za naslednje intervjuje, ne? Ja, naslednji pogovor. Še imamo mikrofon. Veliko se da narediti. Najslabše, da vržemo puško v koruzo, pa rečemo, tako je in se vdamo. Se pravi, verjetno večkrat opaziš, da moraš najprej tudi stranko tako upogumiti, da se neke stvari da narediti, ker mrzdo verjetno pride že s tisto idejo, jaz sem v tako delo. Ne vem, kolikrat sam opaziš, jaz recimo velikrat opazim, ko imam tam prvi stik s stranko, ko pride pa ti že na začetku tako razloži, veš, jaz sem pa tako delo, da pri meni pa skoraj ni rešitve. Ne. Sploh se mi zdi, da je to še večkrat jim da ravno to prepričanje, ki si ga prej omenil, ki jim je dal mogoče, ne vem, nek zdravnik ali pa nekdo še ta napotek, gospa, manj morate sedeti, pač vi imate tako službo, to tako je, ne. In je pač ta prva naloga res stranko upogumiti, da mogoče pa ni vse tako črno, ne, pač. Ne vem, koliko imaš direktno s tem tako opravka, ampak se mi zdi, da je kar dosti tega. Veliko ljudi je poročenih s svojimi diagnozami, z mnenji zdravnikov, in vzamejo vsako mnenje kot neka poroka za celo življenje. In to zgodbo, jaz imam pa poškodovan meniskus, ali pa jaz imam natrgan labrum, ali pa jaz imam hernijo diska, vleče praktično 25, 30 let svojega življenja. Vemo pa, da pač neka mehanska poškodba ima svojo življenjsko dobo celjenja in po 20-30 letih ne moš več reči, da imaš hernijo diska, da je to razlog za tvoje težave. In definitivno prepričanja igrajo zelo veliko vlogo v procesu zdravljenja oziroma rehabilitacije. Če je nekdo prepričan, da nečesa ne bo mogel narediti, da ne bo mogel popraviti, ima popolnoma prav, in jaz taki stranki rečem, da grejo rajš na pivo. Če nekdo reče, moj hrbet bo vedno bolel, in ima prav. In dejansko pač gremo rajš na pivo in velikrat ljudje rabijo tudi pogovor, oziroma da majčkeno pojamrajo o svojih simptomih, niso pa pripravljeni narediti spremembe, da bi se to spremenilo. To je tako, da bi se jaz pritoževal nad ne vem, mojo staro kuhinjo ali pa o tem, kako imam razmetan balkon, hkrati pa ne bi nič naredil in čez 20 let bi bila kuhinja še majčkeno bolj stara, balkon pa isto. In če ti usmeriš svoje namene v neki, da izboljšaš, dokler imaš puls, preveriš puls, če je puls na vratu prisoten, potem je izboljšava vedno možna. To vedno rečem, izboljšava je vedno možna v primeru, da je težava v hardveru, torej da je artritis kolen, recimo. Artritisa kolen ne moramo pozdraviti, pač menjajo sklepe, ampak če je artritis kolen, če so kolena zatečena in boleča, mi ne moramo kolen pozdraviti, lahko pa podpremo kolena z optimalno aktivacijo zadnjičnih mišic, gluteusa, in z aktivacijo, torej dihanjem, podpornim dihanjem in aktivacijo paraspinalnih mišic, da se razbremeni teža s kolena. In sem imel nekaj let nazaj primer stranke, ki je imela res dvojni artritis kolen, zatečena kolena, bila je na obisku v Ljubljani in smo naredili 3 ure, individualne ure, od ponedeljka do petka, ponedeljek, sreda, petek, in so šla po tej strategiji, torej ni bilo s koleni nič za narediti, mišice, kvadricepsi so bili nekateri zaklenjeni, ker morajo varovati kolena in tako, nekateri niso bili aktivirani, ampak funkcija ni bila dovoljena, ker pač je ščitila vnetje, in so se lotila pač aktivacije globokih mišic, dihanja zadnjico, in ona je od ponedeljka, ko je hodila v bolečinah, in ni mogla ostati in se usesti s stola, je do petka dejansko lahko hodila brez bolečin in je optimalno ostala iz stola, se jim je usedla brez, da bi jo kolena bolela. Oteklina se je od ponedeljka do petka zmanjšala za 80%. Artritis je še vedno tam, če se gre slikati, so kolena prav tako slaba, kot so bila prej. Kvaliteta bivanja s temi koleni se je pa bistveno izboljšala. Torej, tudi okoli nerešljivih diagnoz, problemov, stvari, ki so mogoče prirojene, se da z mišicami ustvariti neko bolj ugodno klimo, da se zadeva popravi.
In 1 leto po najnem delu mi je napisala elektronsko sporočilo, zelo kratko je napisala, še vedno deluje, lep pozdrav. In to je to, tako da je praktično se vedno da. Mi je zelo zanimivo to, kar si dele rekel, ker se mi to zdi ena glavnih težav, ko ljudje pridejo tudi za izvidi, da se preveč fokusira na to, kako bomo zdaj pozdravili herniacijo, kako bomo zdaj pozdravili točno akutno poškodbo ali pa neko deformacijo tkiv, ampak to, kar si pa ti rekel, je pa edino, kar v bistvu šteje, kako bomo lahko z primernimi vajami v bistvu izboljšamo funkcionalnost. Ja, oni so velikokrat tudi ozko fokusirani zgolj na tisti del, ne vem, je to zgolj koleno ali zgolj hrbtenica, ne vidijo pa, da telo deluje kot nek ustroj, ne, pač ne bo njegovo koleno zdaj pač svetovni prvak o kolenih, pač, ampak... In v bistvu na koncu je pomembno, ali bo čez 10 let to koleno spet na slikanju še slabše izgledalo, bolj je pomembno to, ali on lahko živi dobro. Ja, pa lahko funkcionira normalno, vse to. Tako, kot sem prej povedal, je velikokrat tudi pridejo ljudje do zdravnikov pa rečejo, gospa, jaz sploh ne vem, kako vi lahko stojite s tem hrbtom. Ja, tudi. Ampak očitno nekako lahko, ni nujno, da imajo neke težave. Mišice so edina stvar v telesu, ki so z rabo boljše, in mišice so dejansko edina stvar v telesu, katere so lahko tudi z leti boljše. Torej, zdaj so že dokazano dejstva, da moč lahko gradimo tudi v 50, 60, 70, 80 leta, ne samo da lahko, da je priporočljivo in nujno potrebno, da se ukvarjamo z gradnjo moči, ker to je moč, stabilnost je edina stvar, ker nas bo, ko bomo 85 let stari dvignili iz postelje, da bomo šli gledati v časopis, kdo od naših prijateljev je še živ, ko bomo smrtnice prelistavali. In to je edina stvar, ki nas bo dejansko držala po konci. Sabo bomo imeli pa degenerativne spremembe, vse poškodbe in tako naprej, kar so se zgodilo v življenju. Če je bilo življenje pestro, bo tega veliko, ampak z mišicami lahko to dejansko vzdržujemo in mi tega v bistvu sploh ne občutimo na dnevni ravni, ne. Nas v bistvu to ne ovira, v bistvu praktično nič, ne. Vse te spremembe. Ja, zato ker se ne zavedamo neizogibnega degradacije naših teles. Mi trenutno 3 smo nekje v obdobju, bom rekel, te zlati srednjih let. Če pogledamo, ni neke bistvene razlike trenutno, jaz opažam pri mojih prijateljih, ki skrbijo za svoje telo ali pa tisti, ki ne skrbijo. Torej, eni so majčkeno preveč močni, drugi kadijo, eni ga žurajo, eni skrbijo zase, vsi smo kar v redu. Ampak se pa zdajle bo v naslednjih letih, ko se bližamo proti nekemu mejniku, se bojo pa te stvari začele majčkeno bolj odražati. Potem pa, ko se pojavijo prvi simptomi, smo pa vsi bolj motivirani za napredek pa za delo. Tako je. Če mogoče takole povzamem, bi lahko potem morda rekli, da predvsem, če grevate spet nazaj na Feldenkrais, da se predvsem tudi ti v bistvu potem ukvarjaš z neko spremembo gibalnih vzorcev navad, da v bistvu mehanika je tista, ki povzroča neke bolečine, ampak čeprav razumem tudi metodo Feldenkrais, on se je spraševal, kaj je tisto, kar povzroča to slabo mehaniko, in kako to spremeniti. Recimo Magil to pomenuje kot engrami. Bi mogoče kaj več povedal o tem, kako lahko, pa če daš mogoče kakšen primer, kako v takem položaju, kot si zdaj smo mi, ko sedimo, kako bi recimo optimalno dihal. Kako bi recimo mogoče pri kakšnemu, ki ima dale sploh po zimi veliko, vidim, ki imajo kakšne kronične navade, da recimo zategujejo ramena gor, ko jih zebe, in zaradi tega dobijo tudi kakšne bolečine. Kako kakšno takšno navado recimo popraviš, kot recimo neoptimalno dihanje ali pa zategovanje ramen gor? Vse, kar želiš popraviti, se moraš najprej zavedati. Neoptimalno dihanje ali pa dvigovanje ramena bo prineslo za sabo določene mišične kompenzacije, ki jih je telo sposobno samo rešiti v nekaj minutah, ko se zadeva spremeni.
Primer. Jaz sem se danes zbudil z zelo napetim vratom, ker sem spal na kavču. In moj vrat je bil zjutraj zakrčen, praktično bil sem zelo slabo mobilen, ampak vse to se je nekje od tuširanja, priprave zajtrka in poti do avta je to vse izginilo. To pomeni, telo ima neko avtomatično sposobnost zadeve sanirati samo od sebe. Mi mu ne rabimo vsakega gumba pritiskati, vsako mišico sproščati. Potrebno je ustvariti pogoje. To pomeni, so pogoji, v katerih jaz ne moram optimalno dihati, in potrebno je spremeniti položaj ali pa pogledati, kaj lahko jaz v tem položaju, da bo dihanje postalo lažje, vedno se da, vedno si lahko v tem položaju, jaz mogoče, če ne bi bilo preveč čudno, odpnem gumb na hlačah, pa sprostim pas, če ne moram spremeniti položaja. Mogoče, ker smo na kameri, to ne bi bilo najbolj primerno, pa lahko to storim potem večkrat kasneje. Kar se ramen tiče, z neko zavedanjem svoje drže, tako kot sem prej rekel, če bi nosili vodo na glavi, če mi dvignemo ramena, ker na zebe in hodimo 1 uro zunaj, se bo zgornji trapezi napel normalno, ampak v trenutku, ko nam postane toplo, če se spet mi damo v neko optimalno držo oziroma poskrbimo za to, da se ramena sprostijo, se bo v nekaj minutah se mora to odstraniti, spucati. Problem je samo, ko te stvari se nalagajo, ko je preveč naloženo in telo več ne obvlada, ko se ponavljajo vedno isti vzorci in vedno se vračamo nazaj na zavedanje drže, zavedanje dihanja, zavedanje hoje in zavedanje svojih vzorcev, ki jih v bistvu delamo vedno in znova, ponavljamo, ki nam dajo vedno enake rezultate. Če neko stvar narediš enkrat pa ne rata, ne bo, ko jo narediš drugič, tretjič, četrtič, ne bo nič boljše. In tukaj se spet vračam nazaj na to kuharsko knjigo. Če kuhaš vedno po receptih, ki ne dajo zadovoljivega rezultata, bo tudi po 100 poizkusih zadeva enaka.